tako da mislim, da sva. Sva live, a ne? Evo ga. Yes, you are now live. Super. Super, odlično. Dober dan v čudoviti dan. Jaz bom samo vmes preverila, če sva tudi v skupini, ker včasih... Jaz sem že dobil obvestilo, da smo live, ja. A ja, si dobil. Ja, tudi. Okay, no, tako da smo v so. skupini. Mava connection, ja. Mava connection, taki. A se vidi? Se bomo polke še pa Mislim, da kakšne par sekund zamika, veš. Ja, par sekund je zamika. Ja, sva live in se tudi Sva, vidi. evo Aha, ga. se že gledajo. Ok, odlično. Super. Še enkrat, dober dan v čudoviti dan, danes iz Ljubljane. Jaz sem izredno vesela, da je danes z nami Dejan Jarič, ne? Zdravnik, ne? Ti si tudi zdravnik. Ja, tudi. Mi med ostalim, ne. Med ostalimi, ne. In smo se prej lepo pogovarjali, da midva imava kar nekaj skupnih točk. Najbolj take vibrantne so pa kvantna medicina, ne. Daj povej malo svojo zgodbo, kako te je pripeljalo življenje iz klasične medicine do kvantne in do tega, kaj tvoja duša hoče, kaj tvoja duša kliče, ker jaz mislim, da ti delaš točno tvoje poslanstvo, ne. Tako da daj malo povej, kdo si in kaj delaš. Okay. Ja, moja pot je bila, no, tako vedno začnem s temi depresijami v gimnaziji, torej takrat sem imel pač svoje prve iniciacije, ne, ko dejansko pač vse super, popoln, ne, kao by the book, ne, po družbenih normah, vse odlično, vse peta, ne, ampak ne, noter pa neka nesreča, neka žalost, potlačena in tako naprej, ne, in sem začel takrat v bistvu raziskovati globlje vzroke za moje stanje, ker ne, klasična medicina več takrat mi ni znala pomagati, imel sem tudi kronične glavobole, tenzijske, kronične gastritise, torej stresa, ne, in vse sem tlačil vase, vsa ta čustva nisem znal izražati čustev, in sem v bistvu vse potlačil, ne, in zaradi tega v bistvu sem potem ugotovil, da sem tudi eden izmed razlogov, da sem dobil to depresijo, ne, ki dejansko, jaz pravim, ni bolezen, je pač samo stanje, ne, stanje, ko pač ne izražaš svojih čustev, ko dejansko ne živiš sebe, ko ne deluješ v skladu s seboj, ker sem imel pač taka prepričanja od staršev, pač ti moraš biti priden, delaj to, kar ti rečemo, bla, 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 ne. Pač seveda si ne ugajaš, ubogaš, ne, si po standardih družbe, ampak notranje, ne, duša pa seveda, ne, ti potem jaz pravim pošle iniciacijo, ne, jaz pravim vedno duša pošle težave, preizkušnje, zakaj? Zato, da se mi prebudimo iz spanja, ne, da začnemo slediti sebi, svojemu srcu, delovati v skladu s tem, kar imamo za delovati v tem življenju, ne. Ja. In sem potem začel raziskovati, že v času študija medicine, pač alternativne veje medicine. Kmalu sem se srečal tudi z napredno psihoterapijo, kognitivno, humanistično, transpersonalno, sem sam dolga leta tudi delal na sebi intenzivno, Bravo. hodil na terapije, delavnice, seminarje, izobraževanje itd., ne, ker sem vedel, da dejansko tisto, kar narediš na sebi, ti ostane, to je zavedno s teboj, ne. Vse materialno je sicer fajn, da imaš vse super, ampak pač nič ne bomo nesli s sabo, ne. Ko bomo enkrat zapustili to telo, Čisto pač material pustimo, ne. Stanje zavesti pa ne samo sabo, ne. Zato vedno poudarjam, ne, koliko je pomembno vlagati vase, delati na sebi, pač vsak se bo našel nekje, ne. En bo v tej veji, en v tej. Važno je, da človek nekaj dela tisto, kar resonira z njim, pa da mu pomaga, a ne, da dejansko čuti napredek v življenju, ker jaz vedno pravim ta prizemljena duhovnost, a ne. Ja, mej glavo oziroma srce pri izvorni energiji, ampak ja, noge trdno na tleh, ne, torej moramo biti prizemljeni, imeti poštimano vsakodnevno življenje, kar se da, odnose, finance, ne vem, pač te stvari, a ne. Zdravje, seveda, ne. Tisto, kar nam je pač tudi pomembno, prijateljstvo, nekako probati balansirati, a ne, včasih je težko, vemo, ne, imamo veliko obveznosti, sploh če smo ambiciozni, če imamo veliko poslanstvo, bi radi čim več dali ljudem, ne, včasih malo pozabimo nase, ampak se moramo pa spomniti spet, a ne, ja, da si vzeti čas zase, sem zdaj tudi bil na dopustu, recimo, ker je bilo zelo intenzivno leto, pa sem si vzel več časa prostega, ne, za sebe, za regeneracijo, za finale baterij, morje, sonce in tako, ne. In tako. Ja. In zdaj ti si se srečal z izzivi, ne? Seveda, kot si rekel, absolutno, dobimo točno tisto, kar rabimo od otroštva naprej, jaz sem to sveto prepričana v narekovajih, da se lahko naša duša in naša zavest razvija, da pridemo točno tja, kjer potrebujemo, ne? Kjer moramo biti. Prej si omenil, dajmo kar, preden gremo na druge stvari,
tale zavest, ki si rekel, ta duša. Daj malo še več povej, kako ti to vidiš, te izkušnje, kako ta naša poslanstva, kako nam pomagajo signali v življenju, da nas peljejo v pravo smer. Pa da najdejo ljudje recimo svoje poslanstvo. To vidim velikokrat, jaz rečem, delamo tisto, kaj naša duša kliče. Ampak včasih je izziv to ugotoviti, ne? Ja, Povej malo o ljudje, tem. tako imam dosti ljudi na terapijah, pač začnejo delati na sebi, pa ne vejo, kaj je tisto njihovo, zato ker je še premočen, in vzorci, jaz pravim, to je v bistvu tisti naš program, ki smo ga dobili, v otroštvu. Pozabimo zdaj, pustimo zdaj prednike, prejšnje življenje, to tudi seveda obstaja, ampak že samo to življenje imamo toliko dela, da zaščistiti, ja, pač to programiranje v zgodnjem otroštvu, tam nekje vemo, otrok do 7. leta je v teta stanju, kot spužva absorbira vse informacije iz okolice, In kar kaj je to starši teta rečejo. stanje? To je Daj malo frekvenca 4 do 6 Hz, dejansko vsako noč predno zaspimo, gremo mi preko tega teta stanja v delta, ki je pa globok spanec brez sana, ko sanjamo, smo pa recimo tudi v teta stanju, ko smo v REM fazi, učke nam delajo, tako da zdaj, recimo, če se povežem s kvantnim enotnim poljem, se takoj v teta stanju, frekvenca 4 do 6 Hz in REM faza, učke začnejo delati, in v tem stanju smo zelo dojemljivi, in jaz tudi takoj v terapiji delam, transformacijo nezavednih vzorcev, v bistvu delamo iz tega stanja, lahko rečemo to stanje hipnoze, stanje pač nezavednega uma, ko smo res odprti in lažje takrat spustimo ene stare energije, programe, in jih tudi nadomestimo z novimi pozitivnimi, podpornimi, ki človeku pomagajo, da lahko on začne živeti bolj v skladu s seboj. Ker če imaš ti sprogramiran v negativo, pa seveda ta resnica v umu ni v skladu z resnico, ki je v srcu oziroma v duši, če pa ti v bistvu transformiraš nezavedni in to resnico povežeš s to resnico, ki že tako je v nas, ki že vsi vemo, vse že je v nas, vse super, ampak seveda, če ti nimaš stika s sabo, ti ne moreš živeti sebe, živeti polni potencial, zato ker si sprogramiran v negativo. In to danes kognitivna nevroznanost govori, epigenetika, kvantna fizika, dejansko so to področja znanosti, ki nam zdaj pomagajo znanstveno, podprto, da res lahko mi to sprejmemo, da tudi ljudje, ki so še zelo v mentalu, pa verjamejo samo v klasični medicini, pa na evidence-based, dobiva zdaj dokaze. Ja, se to tudi evidence-based, kaj mi pa govorimo, kvantna medicina, kvantna fizika. Vedno več se bo dokazal. To je vse evidence. Na koncu, samo malo je treba več pogledati, razširiti to zavest. Razširiti. In super si omenil, zdaj to tudi bom malo napeljala, recimo, da pridemo v ta druga stanja zavesti, samo tako lahko v bistvu, ker drugače nam ta zavestni preprečuje, v bistvu med zavednim in nezavednim umom je, tako kot bi rekli, ena pregrada. Nekateri imajo malo večje pregrade, nekateri malo manjše, in če hočemo spreminjati podzavest, moramo vedno iti v to stanje, v teta stanje, recimo. Daj še malo več o tem povej, ker smo rekli o zavednih in nezavednih, ker velikokrat delujemo iz tega nezavednega uma, kaj 95%? 95% dejansko mi delujemo nezavedno, seveda dokler te ločnice zavest, podzavest ne začnemo nižati, jaz vedno pravim, kot začne človek delati na sebi, se ta ločnica niža, zakaj? Ker začne stvari ozaveščati, to so faze napredka. Prva faza je ozaveščanje, torej brez tega, da mi nekaj vzorcev zavestimo, jaz to naredim preko pogovora, preko usmerjenih psihoterapevtskih vprašanj, pomagam ljudi voditi usmerjeno, da oni ozavestijo v svojem ritmu, svoje vzorce, ne moram trpeti v življenju, moram garati, ne zaslužim si dobrega obilja, ljubezen boli, ljubezen je bolečina, vse to, kar smo mi doživljali, vsi smo bili kdaj prizadeti, in smo to kot zaklenili srce, se zaprli in doskrat smo si dali tudi kakšno zaobljubo, nikoli več ne bom odprl srca, nikoli več ne bom ljubil, ljubezen ne obstaja, zato ker smo bili tako ranjeni, tako prizadeti. In te zadeve seveda ostajajo noter v našem zapisu, v celičnem zapisu, v vseh telesih, mentalnem, čustvenem, karmičnem, tudi telesu mi nosimo vse te blokade, travme preteklosti, vse, kar smo doživeli in smo se s tem identificirali. Torej dejansko mi smo se dovolili smo, da smo se poistovetili s tem in v bistvu v terapiji jaz pomagam ljudem, da se najprej zavestijo to, da se s tem soočijo, torej iz oči v oči, torej da pogledajo te resnici v oči,
brez bežanja, brez laganja samemu se, brez sprenevedanja, torej tle je treba seveda med znanje obrambnih mehanizmov, iskrenost do sebe, torej brez bežanja, potlačene, sprenevedanja, laganja, humorja in tako naprej, ker so obrambni mehanizmi ega. Zakaj? Zato, ker je toliko bolečine noter. Kaj je ego? Oprosti. Ego, kako bi ga ti opisal? Kaj ga ti vidiš? Jaz ego vidim samo kot naše v bistvu vzorce, naše blokade. In v bistvu naša osebnost, bi lahko rekli, tudi, kakorkoli, ki je v bistvu sprogramiran. In ko smo mi, jaz pravim, to lupljanje čebule, plast za plastjo mi lupimo te vzorce, te plasti ega, osebnosti, kakorkoli, s čimer smo se pač identificirali že v otroštvu, in vse te programe mi v bistvu nosimo v nezavednem, dokler jih z nekim procesiranjem, kakšnim drugačnim ne sprocesiramo, ne zamenjamo, ne odstranimo, v bistvu to vodi na nezavednem naše življenje. Junga vedno rad citiram, ki je rekel, kolikor ne boste v zavesti svojih nezavednih blokad, bo to vodilo vaše življenje in to boste imenovali usoda. In dejansko, jaz pa pravim, usoda ti ne more dati več, kot lahko dejansko sam narediš iz nje, ko iskreno, poglobljeno delaš na sebi, brez fige v žepu, ko si res priznaš tiste stvari, ki te bolijo, ko se soočiš s tem in ko poglobiš realnost ali zavedanje glede teh vzorcev, torej ko ugotoviš, kaj imaš v resnici od tega. Navidezne koristi so ponovadi tukaj, zadaj, ne vem, zboliš, kot otroci smo bili navajeni, če si zbolel, si dobil pozornost od mame, od očeta, ker drugače so pa skozi delali, recimo, pa jih ni bilo doma, in si potem se naučil, fajn je biti bolan, in si zbolel, angino, zdaj pa čajček mi kuha in to, in si dobil pozornost. In dostikrat se pokažejo na nezavednem, da si dejansko ljudje sami skreirajo bolezen, ogromno, ker imajo pač koristane, ker vsem je manjkala ljubezen, sočutje, podpora, skrb, pristni stik. To je tisto, biti ljubljen, ali pa da si vreden ljubezni. Se mi zdi, to je taka kolektivna, da se ne zavedamo, da smo vredni ljubezni. Tako, in da smo ljubezen na koncu, da je v nas. Ta osnovna v bistvu potreba oziroma ta potencial, to je tisto, kar mi v resnici smo. Vsi smo bili od tega odrezani in so nam govorili, ne zaslužil si, moraš delati za to, moraš ne vem kaj vse narediti, da boš si zaslužil, potem pa mogoče boš. To so bili vsi programi, pač, v katerih smo živeli, v tej 3D zemlji, toliko let. Da smo, kako bi rekla, delovni konji, nekako tako, da se ženemo, ampak na koncu nas to lahko zelo ovira. Definitivno. Potem se dokazuješ, potrjuješ, rabiš potrditve od okolice, od družbe, zato ker sam ne čutiš v sebi, da si okej, da si vreden, tako kot si, rabiš polenih milijon potrditev in ne vem kaj vse, zato ker v bistvu je tukaj ta ranjen otrok. In tle se vedno tega dotaknemo, vsi smo bili ranjeni, in tudi jaz recimo z meditacijami tudi pomagam ljudem, imamo tudi recimo enkrat na mesec imam to brezplačno meditacijo, mislim, da bo zdaj naslednji petek, bo spet meditacija, bom še objavil, kjer pomagamo tudi transformirati, gremo v kvantno polje, gremo v ta stik in transformiramo skupinsko, kolektivno tudi te vzorce, ki je tudi zelo močno, ker je energija skupine tako močna, da imajo vsi isto srčno namero, se potem res take hude transformacije zgodijo. To tudi recimo na seminarjih se dogaja, ko res ljudje včasih res take hude travme ven sprocesirajo, je kričanje, je bolečina, je jok, bolečina, ampak polk se to spuca, pa pride radost, pride odprto srce spet. Naredimo prostor za ljubezen. Ker če mi zapremo noter, ne moramo čutiti ljubezni, če je zaprto srce. Treba ga je odpreti. Tako da kar pogumno. Ne moramo ga pa odpreti, dokaj je noter bolečina, travma, rana. Mi smo se zaščitili z egom ali pa z osebnostjo ali pa z vsem tem naredili ogromno ščitov okoli sebe, zato da ne bi bili spet ranjeni, spet prizadeti. To je tisti ključ. In zato jaz vedno pravim, dokler ljudje ne bodo sence spucali, pozabite na duhovno rast, pozabite na kjer je 5., 7., 10. dimenzije, ne bomo prišli do tja. Zakaj? Ker nezavedno senca po Jungu je tisto, kar ljudi drži v ujetosti 3D sveta, v mentalu, v egu, če hočeva, torej v nižjih energijah, kjer je jeza, zamera, sovraštvo, zavist, te nižje vibracije, ko pa mi v bistvu uspemo to sprocesirati, kar je itak v nas, se vemo, svet je zunaj, je naše ogledalo, pač mi iz nas samih projiciramo v svet to, kar je v nas in to se nam dogaja, to nam ljudje delajo, to se nam pač zunaj dogaja, ker pač je ta energija neka neprečiščena še v nas. In na neki ravni pač je treba pogledati vase, pa si priznati resnico, se soočiti s seboj, poglobiti zavedanje in dejansko sprejeti tisto rano bolečino z ljubeznijo. In šele ko jo lahko res z ljubeznijo sprejmemo in rečem,
ti iniciator, ki si mi naredil najhujše, ne vem, ki si mi mobbing delal, ki si ne vem kaj, mi ves denar pobral, ne, ti si bil moj najboljši učitelj. Ja, da se reče hvala. Hvala ti za izkušnjo, hvala ti za učenje. Ja, in takrat smo mi zreli, da gremo lahko še na višji nivo zavedanja. Dokler smo jezni, smo agresivni, smo v teh energijah, pač nismo še tam. Ja. In je to ta proces, ki ga mi moramo, kot človeštvo, kolektivno mi zdaj delamo. In vsak posameznik, vsaka duša je pomembna. Vsaka duša, ki zdaj med nami. Vsaka nekaj premakne, doprinaša kolektivnemu dvigu. Ja, čisto vsak med nami. In tako, kot si prej omenil, je zelo dobro, ko si rekel, prvo je zavedanje samega sebe, ampak tudi to, kaj mi dva se zdaj pogovarjamo, kaj ti delaš. To je že ozaveščanje, da nekaj obstaja drugega, da si lahko še kako drugače pomagamo. Ne? In to je izredno pomembno. Tako da še enkrat hvala, kar delaš. Absolutno bomo dala linke, boš tudi dal v skupino, da bojo vedeli, ne? Ker je res, te skupne meditacije, vse te stvari imajo velikokrat zelo močno moč, ne? In dajmo iti pogumno v to, naj nas ne bo strah, tudi če pridejo na dan stvari, ki so težke, ker na koncu si rekel, je vedno nasmeh, smo vedno lažji, ne? To se pravi, podzavest, še enkrat bomo ponovila, v glavnem preko meditacije. Ali imaš še kakšne druge tehnike, kako lahko? Drugače, z individualno terapijo, po moji metodi tetameterapije, jaz v bistvu vodim ljudi, preko zaveščanja, smo rekli, soočanja, poglabljanja zavedanja, vodim ljudi skozi proces. In v bistvu ponavadi ljudje pridejo enkrat na teden in pač postavimo si program, torej cilj, kaj želimo doseči, ne vem, želim izboljšati odnos to in s to osebo, želim biti bolj samozavestna, pridejo recimo ženske bolj odločne, želim razrešiti odnos s partnerjem, recimo, in potem seveda delamo na teh vzorcih, ponavadi pridemo do družine, itak primarne, oče, mama, tukaj se je nekako začelo v tem življenju. Ampak tudi to je vedno prav, ne? Ja, itak. Točno tiste starše imamo, ki jih potrebujemo. Za razvoj naše zavesti, naše duše, pač naša duša si izbrala točno to, kar rabimo, čeprav naš ego se kdaj ne strinja, pa jezen, ampak to je pač del nas, ki ga je treba preseči. To je v bistvu ahankara v sanskrtu, je lažni ego, lažni jaz, ki ga rabimo vsi v bistvu preseči, da bomo potem lahko v stiku z resničnim jazom, vedno, torej z našo zavestjo, z dušo, s tem, kar v resnici mi smo. In to je v bistvu ta potransformacija, jaz vidim proces čiščenja sence, da smo najprej saj avtentični, da smo pristni, da smo iskreni, da delujemo tako, kot čutimo, da se ne razdajamo, ne podrejamo, ampak da delujemo v skladu s seboj, tako kot sami čutimo, da je za nas najboljše. To je najbolj pomembno, kar mi vsi govorimo, ali pa če vam kdo karkoli prepričuje, ni pomembno. Vi morate čutiti v sebi, da je to prvo prava oseba, da je to prava stvar, da je to pravi korak za vas, in potem je to. In da pridemo do tega, je spet vase, pogumno. Priznati si resnico. Priznati si resnico, nič ni hudega, nič toliko ne boli, kaj eni se bolj bojijo prideti, pa so preplašeni. Pridete na prvo terapija, pa vidijo, sem čist prijazen, pa čisto v redu, lepo gre, pa so pa zelo prijazen. In na koncu so blaženi, se rečem Ananda, blaženost. In je super. Aha, Ananda tega centra ime pomeni blaženost. Ja, Ananda je v sanskrtu, je blaženost. Zdaj mi dva imamo še eno skupno točko, mislim, kot smo rekla, jih imamo več, ampak ena je pa Bruce Lipton. Bruce Lipton je v bistvu oče epigenetike. On je eden od vzrokov, da sem jaz odšla na kvantno medicino se izobraževati, ker sem prebrala njegovo knjigo in tako naprej, sem rekla ja. In zdaj pa ti povej, kaj epigenetika, kaj to pomeni? Da nismo, da v bistvu geni naši niso determinirani, nismo z našimi geni. Tako, to, kar so nas učili, v bistvu, kao mi smo žrtve dednosti, če ima oče raka, boš tudi ti dobil, pač to je bila neka dogma, v katero smo verjeli, ampak se je izkazalo, da ni resnica, enojajčna dvojčka, ena genetski zapis, en dobi raka, je v enem okolju, ki je bolj stresno, en je seveda v drugem okolju je zdrav, ampak enak DNK, to pomeni, če bi bil rak genetska bolezen, ne bi mogla oba zboleti, ker bi bil to zapis, determiniranost,
Ne? Ampak dejansko epigenetika je kontrola, ki je nad geni, epi pomeni nad, ne? To pomeni, da mi z našimi mislimi, čustvi, kako se mi odzivamo na situacije z okolja, aktiviramo, utišamo posamezne gene in to je tako, kar ne vem, novoletna jelka, ne? Vsako mislijo, vsakim čustvom se določeni geni aktivirajo, določeni se utišajo in to sproža seveda kaskade, sekvence reakcij v telesu, to ti poznaš kot molekularni biolog in se seveda to kaskada dogodkov zgodi in lahko nek tumor supresivni gen, ki zavira rast tumore, se ugasne, kot da bi to luč ugasnila, ne, se stikalo ugasne, to pomeni za celico, ne vem, nekontrolirana delitev celic, signal, in nastane tumor v tistem organu, kjer ima človek problem, ne vem, jetra, jeza, pljuča, žalost, ledvica, strah, recimo v kitajski medicini, ne. In v bistvu to pomeni, da smo mi sami genetski inženirji, ne, in mi v bistvu, kako se odzivamo, kakšne vzorce prepričanja imamo, ne, a smo skozi pod stresom, seveda tudi način življenja, hrana, seveda vpliva kajenje, ne, vse te stvari vplivi okolja, ne, pomeni, da je okolje dejansko tisto, ki definira oziroma naši odzivi na vplive iz okolja definirajo našo celično biologijo, aktivacijo utišanja genov in posledično bolezen ali zdravje. Absolutno, ne. Tudi jaz vedno govorim o tem, jaz veliko govorim tudi o hrani in pomenu misli, zaradi tega, ker z hrano se srečujemo vsak dan, večkrat na dan. Z našimi mislimi se srečujemo non-stop, ne, večkrat na dan. Takšne in drugačne. In oboje ima moč aktivacije ali deaktivacije določenih genov, lahko gremo v smeri proti vibrantnemu zdravju ali pa v smeri proti bolezni, kot si že zelo lepo povedal. Ne, tako da in tudi misel, ker sem včasih rečem, ne, čeprav veliko govorim o hrani, bi se zelo težko odločila, kaj ima večjo težo. Verjetno bi celo šla na stran misli. Ja, to je tudi dispenza, mislim, da veliko o tem govoril, ne, da dejansko lahko še toliko ekološko vse to hrano ješ, če si ti v nizki vibraciji, ne bo celica mogla sprejeti prek receptorjev teh hranilnih snovi in v bistvu se receptorji zaprejo, ne, in ne dobiš sploh hranilnih snovi. Dejansko, ne, če si ti v jezi, v zameri, v strahu, ne, si v krču, si zakrčen, ne, in telo ne more sprejeti, ne, dejansko. Ja, absolutno, vsi nivoji zraven, tako kot mi tudi delamo tukaj v tej skupini, ne, vsi nivoji zdravja, fizično, mentalno, spiritualno, vse mora biti povezano in vse mora biti v isto smer. Delati je potrebno na vseh nivojih. Samo na fizičnem absolutno ne bomo prišli. Samo klasična medicina pa vidimo, da dostikrat ni uspešna, seveda je nujno potrebna za neke stvari, rabimo, ne vem, se zlomiš kost, imaš kap, imaš infarkt, nujno, če ne bi imeli, bi ljudje umrli, ne, pa danes preživijo, ne. To je treba povedati, je pa res, da v 2022 je treba zadeve nadgraditi, je treba gledati človeka celostno kot holistično duhovno bitje, ki ima čustveno telo, mentalno telo, ne, in je treba delati na vseh telesih hkrati. Tako da imamo res holističen rezultat in na koncu efekt, da je človek res v harmoniji, v ravnovesju s seboj, ne, ker zbolimo, zakaj? Zato, ker v bistvu ne živimo sebe. Ne živimo svojega tega potenciala, dušnega namena, bom rekel, ne. In smo spet tam. Ja, in smo tam, ne. To je ta, ne. In smo spet tam. Blueprint, ne, v bistvu. In ko ne živimo sebe, gremo kontra, ne, lastni biti, ne, temu, kar v resnici smo, ja, seveda, ne, pač bomo zboleli. Bomo dobili lekcijo, preizkušnjo, da se vrnemo nazaj na to pot, ne. Jaz pravim, bolezen je darilo, kriza je darilo, je priložnost, da nekaj naredimo. Isto odnosi, ne. Odnosi, kakršnikoli so, kakršnekoli situacije, so v bistvu tudi darilo, da rastemo, ne, na en način. Bolezen je darilo, da nas, včasih se ne slišimo, ne, se moramo oglasiti, se moramo slišati in ko se ne slišimo, ko ne slišimo signalov, kaj naša duša govori, zbolimo, ne. Zato jaz velikokrat pa pravim, dajmo to prej narediti, preden zbolimo. Preventiva, ampak žal ljudje smo tako, ne, čakamo, dokler ni tako hudo, da res pa več ne moreš, pa pokličeš za pomoč, ne. Pa pokličeš za pomoč, nažalost. Preventiva je pa še vedno veliko bolj pomembna, ne, bi mogli več delati na preventivi, ne, vse te stvari, kar delamo, ne, je fajn, da ne se trudimo ozaveščati ljudi, pomagati, ne, se veliko ljudi že zdaj veliko ve, veliko, in so zelo, ne, odprti in spremljajo take oddaje, podcaste in tako naprej, ne, in je to zelo pomembno, no, da nekako kolektivno postopno dvigamo, prebijamo, ne, te vibracije, da res kritična masa zavesti se dviga, ne. In se mi zdi, poglejte, kakšna darila se dogaja zadnja leta, ne, recimo, ne, vse to, kaj se dogaja v svetu, so v bistvu darila, nam pomagajo v zavesti stvari, kako pomembna je preventiva, kako moč imamo mi
sami v sebi, a ne? In poglejte, ne, koliko, vedno več ljudi, kot si rekel, tudi v skupina, ne, naša, vedno več ljudi prihaja, ne, ker želijo to, ker so ozavestili, ker se vidi, ne, tako da. Daj mi še povej, ne, ko smo se prej pogovarjala o komunikaciji. Jaz sem rekla o podporni komunikaciji, ne, ti praviš o neagresivni komunikaciji. Ja, nenasilna ali pa sočutna, lahko tudi rečemo empatična komunikacija. V bistvu gre za en model komunikacije, no, po Marshallu Rosenbergu, ki je dejansko gotovo, da v bistvu ljudje, ko smo v neki nizki vibraciji, v nekih nizkovibracijskih čustvih, jeza, zamera, ne vem, žalost, bolečina, takrat naše notranje potrebe niso zadovoljene. Recimo nimamo stika, ne vem, z mirom, z ljubeznijo v sebi, s samospoštovanjem, samosprejemanjem, a ne? In takrat reagiramo mogoče jezno, nasilno, sploh če nam nekdo nekaj reče, mogoče bolj povzdigne glas, a ne? Nam lahko to sproži v nas nek odziv, nek vzorca nam vklopi, a ne? Mogoče se bomo branili, mogoče bomo se užaljeno umaknili, če je to naš vzorc pobega, ne? Iz situacije, torej se ne soočamo, ampak zbežimo, ne? In v bistvu ta komunikacija nas uči, da v bistvu sočutno izrazimo sebe. Recimo, ne vem, je neka kritična situacija, otrok nas ne sliši, noče iti spat zvečer, ne? In seveda nasilno bi bilo, otrok, pejdi že spat, daj mi mir, kakšen siš, kakšno nalepko mu damo, koliko si smotan, ne vem kaj, ne. Jaz sem ne morem, ne, ja, avtomatsko, ne izvene. Avtomatsko, tudi jaz. Ja, padeš, ne, normalno. Padeš noter, ja. Ja, no, če bi pa nenasilno, ne, bi pa izrazil sebe, a ne, brez da je z njim kaj narobe, kaj bi kamera posnela v tej situaciji, ok, ob tem, ko vidim, ne, da pač, ne vem, 10 zvečer skačeš po postelji, a ne, potem pa prevzameš odgovornost za svoje občutke in rečeš, se počutim, ne vem, jezno, sem razočarana, sem prizadeta, karkoli, ne, žalostna, ker mi je, ne vem, pomembno spanje, počitek, a ne, ker jutri moram stati ob 6 na službo, a ne, a bi ti bilo ok, da se jutri igrava od 6 do 7, recimo, ne, v bistvu daš prošnjo, ga ne prbiješ, da je z njim kaj narobe, a ne, mu ne daš teh programov, ne, ker mi smo zaradi teh nalepk, ki smo jih poslušali v otroštvu, dobili programe, nisem dosti dober, a ne, nisem ljubljen, ne marajo me, nočejo me, zato ker, a ne, otrok ne ve, a ne, pač mogoče niso znali starši kritizirati našega ravnanja, ampak so nam dali nalepko, pa tudi če niso direktno, otrok si naredi program, nisem dovolj dober, nisem ok, tako kot sem, a ne, in dobiš takoj program, nezavedno, ne. No, in če bi pa na tak sočuten, nenasilni način vzgajali otroke, že, a ne, pa v vrtcih in to, bi imeli totalno drugo družbo danes, a ne, odnose, ki bi bili res sočutni, ki bi bili povezujoči, a ne, ki bi se slišali na nivoju srca, zavesti, a ne, kaj jaz čutim, kaj jaz potrebujem in kaj ti čutiš in kaj ti potrebuješ. In dajva se slišati na nivoju srca potreb, a ne, ok, jaz sem potrebo po miru, ti imaš potrebo po radosti, po igrivosti, a ne, ok, kako lahko prideva zdaj skrb, da bo oba zadovoljna, da bo nekako win-win. Sej ne bo vedno, a ne, po enem ali pa po drugem, verjetno bo enkrat po tvojem, enkrat po mojem, ampak deva se slišati, a ne. Bila je ena trenerka nenasilne komunikacije, ki je rekla, otroka skozi vzgajala na ta način sočutja, ne, ful se je trudila, da ga sliši in to, ne. In ga vprašala, no, v kolikšni meri se tebi zdi, da so tvoje potrebe zadovoljene. In ona je rekel tako, iskreno 50%. In ona, šok, ne, kako sem 50%, pa celo življenje ga vzgajam v to, ne, kako sem 50%. In potem je ugotovila, da je postavila napačno vprašanje in je rekla, v kolikšnem procentu se pa tebi zdi, da so meni tvoje potrebe pomembne. To je preko, to je pa zelo enostavno, to je pa 100%. Zdaj me mrazi. Kako lepo, mene tudi, obema je slovo. To je to, ne, ni važno, da bodo vedno zadovoljeni, ampak a je meni pomembno, ne, a te jaz slišim, kaj ti čutiš, kaj ti potrebuješ. To je to, da ljudje, ne, otroci in drugi, da se slišimo, da smo, ne, to je zelo pomembno. In to, ko si omenil, mi je zelo všeč, ko si rekel otroci, ne, ker jaz pravim, kakšno moč imamo, ne, predvsem mamice, tudi starši ali karkoli, ne, doma za našim vzorom, za našo spremembo vedno naredimo kaj narobe. In tudi to prav, zaradi tega, ker morajo verjetno imeti včasih tudi takšno izkušnjo, ne, da ni vse idealno, ampak da se trudimo, da so slišani in tudi kakšno hrano predstavljamo, ekologijo, kako razmišljamo v svetu. Vse to spreminjamo že doma in spreminjamo okolico in s tem spreminjamo svet. Tako. A ne? Tako da, ampak isto pri partnerjih, recimo, ne, gremo malo na partner, nenasilno komunikacijo, če gremo iz sebe, če povemo,
kako se jaz počutim. Tako, ker če mi ne povemo, kako se počutimo, človek ne bo vedel, kaj nam manjka, razen če je ful jasnoviden, pa bere misli, takih je še malo, ampak je fajn, da mi izrazimo, da povemo, lej, v tej situaciji, pač ob tem, kar pač vidim, kar slišim, kar mi govoriš, se počutim tako in tako, sem, žalosten, sem jezen, sem, me boli, ker mi je pomembno spoštovanje, ker mi je pomembna, pristni stik, bi ti bilo okej, da se, pogovarjava bolj sočutno, bolj harmonično, v tem smislu, mi izrazimo, hkrati pa, ko vidimo, da je človek zelo jezen, mu pa takrat damo sočutje, torej empatično poreflektiramo, okej, čutim tvojo jezo, vidim, da si v stiski, ti morda manjka, sočutje, stik, bližina, torej poreflektiramo, kaj njemu manjka, in ljudje ponavadi, ko dobijo saj malo empatije, ko jih malo slišimo, začutimo, takrat se njihova agresija umiri. Končno meni sliša, končno. To je to, To je tisto, kar nam je vse manjkalo, in če se samo malo potrudimo, pa pridemo malo blizu, človeku, ga začutimo, kaj je tam v zadju, kam mu zdaj ne štima, da je on jezen, razočaran, prizadet, pa ga probamo začutiti, bo takoj se tista jeza razpuhtela. Zato, ker bo on začutil, končno me nekdo sliši. Ker mogoče še sam pri sebi ni poštekal, kaj mu manjka, ni prišel v stik s potrebo, ker če bi prišel, ne bi reagiral z jezo, ker bi si sam zadovoljil potrebo. In dejansko je to možno, to so te tehnike, ki ste odpol učima, samo empatije, da gremo v stik z občutki, s potrebami in dejansko se odpremo na to ljubezen, na mir, na varnost, ki je že v neomejenih količinah v nas, ampak problem je, ker nimamo skozi stika s tem. Mi smo pozabili, ker smo bežali v mental, ker je bolj varno, ker je lažje biti v mentalu, se ni treba odpreti, ni treba si priznati ranljivosti, ki včasih tudi boli, v tem smislu. In potem ljudi vodiš počasi iz uma v srce, kad delam tudi te partnerske terapije, recimo. A ja, tudi delaš partnerske. Evolucija odnosa, ker se ljudje pač so že, da se bodo ločili, in potem naredimo par terapij in res se začutijo, zaslišijo, se solzami v očeh polobjamejo in dosti primerov se je tudi rešili, nekateri pač ni šlo, ker je bilo preveč razhajanja, ampak kljub samo sta mirno rešila. To je najbolj pomembno, da tudi če greš na razen, je potrebno, včasih je potrebno iti v druge izkušnje, včasih je, moramo reči, dajmo se za ljubeznijo posloviti. Tako, ja. Sva si dala, kar sva si imela zadati, hvala za vse lekcije, duša se je, lekcija je zaključila in gremo naprej, to ni nič narobe, ampak najpomembneje pa je, da gremo v miru, v ljubezni tudi na razen, če je potrebno. In tako si mi zelo lepo si rekel, ko čutiš, iz srca deluješ. Ti v bistvu se bolj pogovarjaš srce s srcem. Tako je, to je ta empatični stik. In to je transpersonalna psihoterapija, ko delamo nadosebno. Torej, jaz imam vedno fokus v terapiji na nivoju zavesti, na nivoju potencijala duše, kakorkoli srca, tega, kar v resnici človek je, in se ne poistovetam z njegovo dramo. Jo čutim, jo zaznam, ampak jaz se zavedam, da to človek ni. Da je on sam s tem poistoveten. Tako, še tole, da ima tole igro, super. Da to nisi ti. Prvo, ko si prej omenil, ko smo že omenila, bolezni. Ljudje se poistovetijo tudi z boleznimi. Jaz imam raka, jaz imam to. Jaz sem kar rak že skoraj, ali pa jaz sem kar, ne vem, karkoli, kakršnekoli bolezni. In tudi poistovetijo se, kot si rekel, da se ne poistovetiš enega, kakšen je, ta takšen je. Daj malo še to povej, kako je pomembno. Jaz se včasih gledam kar, da gledam duše, ne pa tisti ego. Daj malo v bistvu problem je naša identifikacija, tako kot sem že prej omenil, z vzorci, z čustvi, z starši, s tistimi, ki so nas vzgajali. Pač seveda kot otroci smo bili pod temi vplivi in smo seveda sprejeli te vplive in smo verjeli, da je to resnica. Otroka, starša se gledal kot Boga, on vse ve, on je popoln, in dejansko to je ta idealizacija, v bistvu obrambni mehanizem, ker kot otrok pač si zatiskaš oči, zato da lažje preživiš. Imam tudi dosti primerov, recimo zlorabe, ki so bile otroštvo, in seveda si te osebe zelo potlačijo, zelo zanikajo to, ker je to huda bolečina, da če bi si takrat priznala, bi pač umrla oseba, bi šla duša z telesa. In dostikrat tudi gre, ko je ta zloraba, potem seveda se vrne nazaj, ampak seveda to oseba pa zelo potlači, ker je zelo veliko bolečine tukaj, zadaj. Zdaj, zakaj duša rabi to izkušnjo, pustimo, to je zdaj druga zgodba, še za 3 srečanja, je veliko tle kompleksno, ampak na neki ravni je potem treba tudi za to prevzeti odgovornost, reči, okej, to je bila moja izkušnja.
kaj sem jaz nekomu kdaj delal, a ne? Da sem zdaj to poravnaval na neki ravni rabo izkusiti, da vidim, da tega več ne bom počel. Ker v bistvu tle na tem planetu, jaz verjamem, da se mi vsi učimo ljubezni, odpuščanja, da se v bistvu spomnimo, ne, preko teh tudi težkih preizkušenj, da se spomnimo, kdo smo in da tudi najhujšim sovražnikom znamo odpuščati. Ne, kar je že Jezus učil, ljubi svojega sovražnika, ne, kot samega sebe. Ne. To je tisto, darilo ljubezni, odprtega srca. To smo se po moje prišli vsi tukaj naučiti. Ne. Ja, jaz tudi to mislim. Jaz mislim, da nam tudi kar dobro gre, počasi, korak za korak, vedno boljše nam gre. Tako da, dej še povej, zdaj si ene primere že omenil, recimo, če so bile kakšne zlorabe in tako. Ali imaš kakšne primere, ko bi jih delil z nami, recimo? Ja, v bistvu veliko je v bistvu partnerskih izzivov, težav, to dostakrat pridejo ljudje, zdravstvenih izzivov, tesnobe, depresije, anksioznosti je zdaj ogromno, do 2 leti te korone, ne bo kaj bo zdaj na jesen spet, ampak vse to, kar se je dogajalo, je dejansko aktiviralo v ljudeh vse tiste potlačene čustva, jezo, strahove, vse tisto, kar niso na neki ravni predelali, je pač zunanja situacija toliko pritisnila, da so se bili primorni soočati, vse je bilo zaprto, bili so doma, prej so bežali v službo, v obveznosti, partnerstva, pa so se pa kar naenkrat so bili zaprti, doma so se mogli soočati, in ni bilo toliko možnosti pobega in seveda je posledično bilo veliko dela na tem, tisti, ki so seveda dozreli, so poiskali pomoč, pa so seveda prešiftali, predelali te stvari, pa šli naprej, osvobojeni, torej je bila ta kriza priložnost, ogromno ljudi je veliko naredilo na sebi, jaz sem veliko delal od jutra do večera te terapije, je bilo intenzivno, ampak so ljudje res dosegali višje stanje zavesti, so šli naprej, so predelali in se osvobodili, To je tisti ključ, Ja, to je, da dajmo vzeti vse te stvari, ki se dogaja kot priložnost, kot neka darila, pa če ne zgledajo na prvi pogled tako, ampak je zelo pomembno, kot si rekel prej, depresija, stres, anksioznost, in vse to še poveča, vemo, smo se že veliko govorili o tem, kako tudi zmanjšuje to imunski sistem, poveča vnetje v telesu, kortizol, razni citokini in tako naprej. In tudi, če dobimo kakršnekoli bolezni ali tudi infekcija, je rezultat veliko slabši. Zato je še tako pomembno, da gremo v ta stres, da rešujemo vse te stvari. Ker stres v bistvu so samo naši vzorci, so spet prepričanja. Prepričanje je to. Kaj nas terajo v stres, pa moram še to, pa ne smem to, pa moram to, in potem sam sebe ženeš na neki ravni in pritiskaš na tiste točke, da si pod stresom. In v bistvu telo reagira, to je ta boj in beg, se veva, alarmna reakcija, pač vsa kri gre v končine, organi nimajo dosti krvi, prekrvavitve, oksigenacija slaba in tako naprej, takrat dosti tudi infarkte ljudje doživljajo, ker so pač pod takšnim stresom srča, misli, če ne dobi dosti kisika, pač lahko se žila zamaši od tega in dobiš infarkt in je to seveda posledica, vsega nakopičenega stresa, da ne govorivo seveda lipidi, hrana, ampak je spet zadnji stres. Mi se bomo zaradi stresa, ko bomo stresa, veste kako je, se odločamo, v bistvu se niti ne odločamo pa z mentalom za hrano, telo hoče kar hitre fikse, sladkor, zdaj pa sladkor spet imunski sistem, za par ur inhibira, a vidite, kak krog je to, kako je pomembno delati na vseh nivojih, Zdaj pa recimo, kako, jaz vidim, ko delam z ljudmi, da je veliko je v tem, kako bi rekla, v tem loop, negativnosti, ali pa vse se meni dogaja. Recimo, kako, ko prideš v tak začaran krog, daj nam nekaj povej, kako bi si lahko ljudje pomagali, kako čim hitreje ven iz tega negativnega kroga. A veš, da ne samo meni se to dogaja, samo to. Da gremo na pozitivno vibracijo. Enostavno nekaj treba narediti drugače. Če vedno delaš ene in iste stvari, pa pričakuješ druge rezultate, si malo naivan. Dejansko treba je narediti spremembo. Jaz pravim, vedno začnite saj meditirati, recimo redno. 2krat na dan, 20 minut si vzemite za čas zase, kot sem rekel na moji strani dejaniarc.com, si lahko naložite, tam spodaj se prijavite na novičke, dobite tudi brezplačno vodeno audio meditacijo. Na Facebooku imam posnetke, na YouTube kanalu boste tudi lahko našli
te vodene meditacije, ki so transformacijske, ki lahko ljudje veliko spustijo, brezplačno, nič ne rabijo plačati, recimo, bomo dali tudi linke. Ja. Tako da je v bistvu to ena začetna faza. Zdaj sem med poletjem na dopustu, moja asistentka se ukvarja z ljudmi, ki pač zanimajo, pa jih naredi ta vodni razgovor, pa to, pa je rekla, lejte, zdaj je odsoten, ampak ko se vrne, pač vas bo vzel, ampak zdaj pa delajte meditacije, ne delajte nekaj, ne, glejte vdaje, ne vem, Prebojeno srce Slovenije, recimo, ne, na Ljubljana TV tudi, to smo pozabila omeniti, ne, ti imaš tudi, imaš to redno, kako zdaj je malo pauze, ne, tako da bomo videli, zdaj kako bo na jesen, sem pa zdaj že 2 sezone, mislim, več kot 54 oddaj že posnetih, no. In to je tudi na YouTubeu, vse, na YouTubeu, Dr. Dejan Jaric, napredna psihoterapija, najdete na YouTubeu in imate vse gor, vse vdaje. No. Prej si, mogoče skupno kaj kratko naredimo meditacijo na koncu? Lahko tudi. A ste za, tako vem. Dej še povej, prej, ko sem te opazovala, ko si rekel, ne, jaz se takoj povežem, zdaj sem v tem teta stanju. Ti to tako narediš? Ja, to je potem avtomatsko ti pride v kri in dejansko si v trenutku v stiku. To se moramo naučiti, ne? To je po moje. Da preklopaš, ne, iz beta v teta direkt in si takoj umiriš možgansko valovanje, hormoni se zbalansirajo, kortizol se zniža, vemo, ne, upornost kože, vse se spremeni v telesu, ko mi znižamo vibracijo možganska valovanja, gremo v globi stik s sabo, dejansko se doživlja zdravljenje. Na vseh nivojih. Zdaj pa recimo, ne, dihanje smo že veliko govorili, ne, veliko smo se pogovarjali, kako dihanje pomaga, da gremo v parasimpatično stanje regeneracije, ne. Kaj je še drugo recimo tako pomembno? Ali dihanje sigurno Dihanje je recimo to starodavno tehniko Tumo tudi učimo, ne, ljudi na seminarjih. To je v bistvu, Wim Hof je povzel po Tumo starodavni tehnike, ne. To je v bistvu tehnika, ki v bistvu greš v hiperventilacijo, ne, 30 do 40 globokih vdihov, izdihov, potem izdihneš, ne, držiš dokler gre, ne, spet aktiviraš parasimpatika, ne. Vdihneš, držiš še 15 do 30 sekundi v tem izdih in narediš to 3-4 kroge, ponovitve in se dejansko spet resetira se celoten celoten živčni sistem. Mogoče to lahko naredimo. Lahko tudi, ja, če bo feeling, ne. Da se naredi ta dihalna vaja in če narediš recimo prej dihalno vajo, pa greš pol v meditacijo je precej globje, ker že toliko umiriš a ne, toliko ta simpatikus znižaš, da neha divjati, ne. To pomeni, da resetiraš in potem meditacija dostikrat lahko tudi globje. Glej, smo imeli na šoli za življenje, sem jim naredil tako, sem naredil 4 kroge Tumo dihanja, pa smo šli pa v to mojo transformacijsko meditacijo in so bile take katarze, take transformacije, da to pa res še nisem videl. No, to je bilo močno, ja. Vsi so jokali, vsi so spustili marsikaj in potem na radost, igrivost, veselje je prišlo, je bilo čisto noro. No, in to imaš ti, da imaš še to prej povedati, preden bomo šli v meditacijo pa dihanje, ne. To imaš ti to šolo, ne, sem videla, in to imaš online ali je to v živo? Kaj imaš? To je v živo, v bistvu 2-letni program, enkrat na mesec se v bistvu dobimo. V bistvu šolam ljudi v bistvu za terapevte, za to mojo metodo, in res fokus je najprej v prvi fazi na pucanju lastne sence, torej da res ljudje čim več svojih balastov, svojih energij razpucajo, razčistijo, da lahko potem seveda, ko so oni v miru, ko so oni v stiku s sabo, in so predelali pred svoje stvari, lahko pa pomagajo drugim tudi. In tvoja metoda je kaj? To je to ali je še kaj drugega? To je ta v bistvu terapija, kjer pol vključujem tudi druge holistične pristope, in pa seveda napredno psihoterapijo, povezava z moderno znanostjo, kognitivna nevroznanost, epigenetika, kvantna fizika, torej vsa ta znanja, ki so danes zelo pomembna, sem nekako združil, povezal v en program, kar res lahko ljudem, če sledijo program, imajo tudi naloge, imajo knjige za brata, imajo izobraževanje, seveda pol tudi izpita, pač tako teoretični, supervizije seans, potem praktični, tako da jih res izšolam kvalitetno, da res se naučijo kvalitetno pomagati. Ljudem, ker nam manjka nas dobrih terapeutov, manjka ljudi, ki bi res... rabimo podporo, ljudje iščejo. Vedno več bo tega, Vedno več, ljudje se res vedno bolj ozaveščajo, in dejansko prihajajo te stvari tudi k nam, da bo vsak rabo imeti svojega terapeuta, tako kot ima svojega zdravnika in da je to super in da je to normalno. Zakaj? Ker imamo vsi vzorce. Ne rabiš biti kao neki bolan, ki so včasih mislili, pa ta stigma, ki je bila. Ne, vsi imamo nezavedne vzorce, vsi smo bili programirani, torej vsi rabimo to razpucati. Če bomo pač šli na višji nivo zavesti, če ne bomo pač živeli tisto klasično življenje, pa preizkušnje, pa se bomo matrali, pa trpeli, pa
brez veze. Jaz mislim, da ne rabimo tisti, tega. ki naj poslušajo, absolutno se zavedajo in ne rabijo in želijo točno Bodo hitreje to. prešiftali. Vi, ki nas poslušate, ste že tam, da veste, ne? Ja. In da verjetno že veliko delate na sebi. Dej povej, recimo, kdo pa se lahko prijavi, kdorkoli, ali imaš kakšne... Načeloma ni nekih omejitev, sicer zdajle aprila smo začeli, no, zdajle bom sicer verjetno še eno osebo vzel, no. Je pa pogoj, da imajo pač narejene te moje osnovne seminarje, torej nenasilna verbalna komunikacija, osnovni in napredni tetamet, in pa pač tiste seminarje, ki so pač zamudili, so vsi posnetki pač tudi na portalu, lahko si pol poslušajo, tako da je vse evidentirano, imam tudi svojega IT-ovca, ki mi to vse ureja. To ureja, in je ja. to super, ja, tako da sam ne moreš to vse, je Ne, prevelik projekt, in ne moreš vse sam. Ma Ja. ne, odlično. Tako da, Ja, glih vidim tukaj, se sem rekla, glih so hotela reči, imate kako vprašanje, jaz tukaj skozi malo špegam, Super. da vidim, vsi pozdrave, vse sem videla, pozdrave, vam mahamo nazaj. Ja. Tu je eno vprašanje, kaj pa online izobraževanje v prihodnosti, da boš Ja. imel, Ja, povej. to bo pa zdaj na jesen, ne bom še nič datuma povedal, zato ker je veliko dela s tem. Membership program pripravljam, ja, in bo online. Imam tlele zraven, imamo v sosednji sobi ta profi studio, ki sem ga aprila postavil, tako da bomo imeli z mojim tehnikom preko programa online, preko Zooma, bo v bistvu tako transformacijske meditacije, bodo take izobraževanja v moderni znanosti, o psihologiji, psihoterapiji, tako da bom tudi skupinsko delo, ker smo naredili januarja 21, ki je bila tista najhujša korona, vse zaprt, smo naredili testno, online 28-dnevno skupinsko terapijo, 4 petki so bili in je bilo več kot 100 ljudi in je bilo zelo močno, zelo intenzivno, ljudje so bili zelo navdušeni in to je bil potem znak, potem sem naredil še z Borisom Venetom ta program Resnični jaz, ki je bil tudi zelo dober sprejet, in zdaj je pa prišel čas na jesen, da pripravimo membership program, kjer se bomo mesečno srečevali, kjer bomo imeli take meditacije, transformacijske, ljudje bodo lahko postavili vprašanja, bomo odgovarjali v živo, zelo interaktivno, tudi kakšne naloge jim bom dal, tako da bo to en tak lušten program, ki bo zdaj kmalu na voljo. No, tako, Odlično. Tudi te, kaj si imel z Borisom Venetom, to Vsi sem videla, da je seminarji na strani. je spletna trgovina, kogar zanima, vsi seminarji so posneti, skripte so tudi noter, tako da res profi narejen in kogar zanima več, si lahko kupi te programe, vsi so dostopni, tako da na spletni trgovini na dejanic.com zgoraj je tako utripa novo spletna trgovina, pa lahko tam kliknejo pa pogledajo. In to si že začnete s svojo transformacijo. Tako, ja, to je ena osnova. Jaz vedno pravim, človek je fajn, da nekaj že prej naredi, da je že malo odprt, pripravljen, da ga pol jaz na terapiji, če pride pol v živo, da lažje, pa hitreje te vzorce razpuca, da lažje spusti. Ja, ker že pozna, tako, to je malo ta način tako dela, avtocesta. pa tako. Ja. To se pravi, ti imaš vse super, to povezuješ, imaš online, te skupinske, individualne imaš tudi online? Ali Tudi po Zoomu, tudi telefon, Zoom, Viber, WhatsApp, kakorkoli. Tako da, če vas pokliče, resnično priporočam, Dejana. Zdaj pa kaj praviš? Gremo v en proces, tako malo kratki, da se malo povežemo? Lahko. Karkoli začutiš, lahko, steza, ne? Super, no. Pa bomo pa naredili zdaj le mogoče 2 kroga, tako dihalnih vaj, tako da se lepo udobno namestite, zaprete oči. In se lepo skladimo z eno srčno namero, kaj je tisto, kar želimo v tem procesu izpustiti, kaj želimo mogoče aktivirati, prebuditi v sebi. In bomo naredili sedaj najprej te dihalne vaje. Torej najprej bom še enkrat ponovil in potem bomo šli kar v proces. Torej 30 do 40 globokih vdihov in izdihov čez nos. Potem, ko bomo tam 35 proti 40, bomo naredili en izdih, normalni izdih, ne čisto, ampak tako normalno izdihnemo in potem bomo naredili en globok vdih. Vmes bomo seveda držali, kolikor gre, ne bom pretiraval, drugače tudi včasih 7 minut zdržal, ampak zdaj nimam toliko časa, bom hitreje naredil vdih
In potem bova 15 do 30 sekund še držala ta vdih in potem izdih. Vmes bomo kakšno minutko počivali in potem bom naredil še en krog, potem pa še kratka meditacija. Tako da evo, bomo kar začeli. 3, 4, zdaj. 5. 10. 15, še malo. 20, še malo. 27. 30, kdor lahko, dajmo še. 35, kdor lahko, še kakšno. 40 in izdih. In držimo v izdihu, ne dihamo. Ko čutimo mravljince v glavi, ker je hiperventilacija bila, veliko CO2 se splavlja. Opazujemo občutke, senzacije po telesu, ne dihamo, držimo dih, dokler gre. Če kdo ne more več, lahko naredi en globok vdih, drži še nekje 15 do 30 sekund in potem normalen izdih in počiva minutko do 2. In bomo šli počasi v drugi krog. Ponovno 30 do 40 globokih vdihov in izdihov čez nos. Potem, ko bomo proti 35-40, izdihnemo globoko. Držimo v izdihu, dokler gre, aktiviramo parasimpatikus. In potem vdih, globok, držimo še 15 do 30 sekund in potem izdih. In kar gremo. 3, 4, zdaj. 15 in gremo. 16,
25, še malo. Še kakšnega? 40, izdih. In ne dihamo. Opazujemo senzacije telesa, občutke, kako se je umiril, kako kar naenkrat tiste nešteto misli v glavi enostavno izgine. Kako smo res resetirali mentalno čustveno telo. Kdor lahko še drži, kdor ne more več, globok vdih, drži še 15 do 30 sekund in potem izdih. In vzamemo si 1 minuto, da počivamo, potem bomo naredili še eno kratko meditacijo. Ko bomo šli globoko v sebe in začutili svojo esenco, svoj bit, dušo, zavest, srce. Sedaj si predstavljamo, da smo na dnu hrbtenice ob trtici in bomo dvigali kundalini energijo po čakrah od prve korenske do kronske. In kar gremo v prva čakra, aktiviramo, odpremo energijo. Druga čakra, spolna, aktiviramo, odpremo energijo. In gremo više, tretja čakra, solarni pletež. Aktivacija. Še više, srčna čakra, odpremo energijo, odpremo srce. In gremo više. Galena čakra, čakra volje, izražanja, odpremo energijo. Gremo še više, tretje oko. In še više, kronska čakra na vrhu glave. Si predstavljamo, kako se ta energija na vrhu glave kot lotos od cvet odpre. In aktiviramo kronsko čakro. In sedaj bomo šli nazaj navzdol, torej potujemo z vizualizacijo mimo las, mimo vrtu, v predel desno od fizičnega srca, v globine svoje zavesti. Tako damo tudi močno namero, da se zlijemo v svoje spiritualno srce in potujemo mimo fizičnega telesa še globje, skozi eterično telo še globje, skozi čustveno telo še globje, skozi miselno telo še globje, skozi karmično telo še globje, skozi intuitivno telo še globje. In stopimo direktno v briljantno svetlobo duhovnega srca, lokaliziranega aspekta absolutne resnice, ki leži v nas samih.
spustimo svojo pozornost in se zlijemo s to enostjo v našem duhovnem srcu, kjer smo v resnici doma in povezani z izvorno energijo. Ko smo tako povezani s seboj, je naša volja v bistvu sklejena z izvorno voljo, izvorne energije. Lahko damo kakršnokoli namero, karkoli si želimo sedaj v življenju transformirati, doseči, izpustiti. Torej srčna namera, ko smo v stiku, je ta izjemno močna. Kaj želimo prebuditi v sebi, katere darove, talente, sveče potencijale, katere vzorce, občutke, odnose morda želimo izpustiti oziroma transformirati. Sedaj lahko začutimo tudi svojega notranjega otroka, ki je bil morda kdaj ranjen, kdaj prizadet. Poglejmo to punčko tega fantka v oči in povejmo iz srca: rada te imam, vse je v redu, varna si, ljubim te, cenim te, sprejemam te, čutim te, vidim te. In ta fantek, punčka vam lahko karkoli pove nazaj in probamo slišati, kaj so ta sporočila našega notranjega otroka, kaj nam želi na neki ravni povedati. Lahko se tudi pobožamo, lahko se vzamemo v naročje, objamemo tega notranjega otroka, lahko tudi fizično začutite energijo, lahko se fizično pobožate, začutite to ljubezen do samega sebe. Ko smo večkrat pozabili nase, ko smo bili večkrat ranjeni, prizadeti v raznih odnosih, starši, v partnerstvih, z nadrejenimi, z sodelavci, kjerkoli. Probamo zdaj srca odpustiti vse te energije jeze, zamere, strahov, bolečine, žalosti, karkoli. In izberimo ljubezen, izberimo sočutje, tudi za tiste najhujše stvari, kajti le to nas bo ozdravilo, kajti zamere škodijo nam, ne drugim, ampak nam, ker nam zapirajo srce. Kar res iz srca oprostimo, se mi osvobodimo, smo zares lahko svobodni in živimo svoj polni potencial, ker smo usklajeni, in srce sta povezana v eno. Se več ne ločujemo, ampak vzamemo sabo in je v bistvu naš služabnik, ni več direktor našega življenja, ampak mi kot duša vodimo naše življenje. In osebnost uporabimo, ko jo pač potrebujemo. Takrat uporabimo, ni pa to naš gospodar. Sedaj se popolnoma zamenja ta energija in je fokus na nivoju zavedanja, na nivoju srca, v enem globjem stiku sami s seboj. In ko delujemo iz tega stika, ko se vsaj 2-krat na dan povežemo za 20 minut s seboj, lahko na tak način, kot smo danes skupaj naredili, se bodo začeli dogajati ti čudeži, premiki v življenju, ker bomo končno začeli slišati sebe, svoje občutke. Kajti duša govori z nami preko občutkov. In je pomembno, da te občutke slišimo, da jih zaznamo in da jih tudi potem upoštevamo in živimo v skladu s tem. Srca se zahvalimo naši lastni duši, zavesti, srcu. Hvala izvorni energiji za celoten proces. Hvala vsem, ki ste sedaj bili z nama, meditirali, naredili te dihalne vaje. In počasi
lahko prijete v ta čas in prostor, v tukaj in sedaj. Premaknite telo mogoče, zračunate, koliko je 3x7, da se spet nazaj sestavi. In če ima kdo kakršnokoli izkušnjo, ki bi rad zapisal, lahko sedaj zapiše v komentar in bova zelo hvaležna, prebrala tudi, pa če je kakšno vprašanje, lahko tudi še odgovorimo. Hvala. Hvala, Dejan, za to darilo. A ste čutili, kako je bilo močno? Si čutili? Zelo močno je bilo. Jaz sem čist druga. Za zaključek sam povem, še zdaj ne bomo preveč, da vas bomo pustila v teh lepih energijah, v tem objetju samega sebe in drugega. To dihanje, ne? Aktivno dihanje, kaj to naredi možganom, to hitro dihanje? To je vse z namenom, ne? Ja, to je vse z namenom, v bistvu hiperventilacija, ne? V bistvu CO2 tudi splavlja z telesa, umiri možgansko valovanje, ne? Mi smo zdaj bili vsi v teta stanju, ne? Avtomatsko smo šli v nižje obrate, ne? Kako zdaj bolj mirno govoriva, nisva toliko na adrenalinu, kortizolu, kot prej, ne? Ampak se vse umirija, ne? Telo se resetira, se resetira, ne? In naredimo v bistvu prostor za stik s sabo šele takrat, ne? Ker doskrat ljudje rečejo, pa mi misli šibajo tudi v meditaciji, naredite pridihalne vaje, pa bo veliko manj tega, ne? Kar naenkrat je mir, ne? Kar naenkrat nič ni, ne? V glavi, šundar, kaj skozi, ne? Človečki nekaj govorijo, ne? Ni več, ne? Odpade. Ker dejansko se reset totalen naredi, možganska frekvenca se tako zniža, koherenca možganskih valov tudi, usklajenost, različni deli možganov bolj sinhrono usklajeno delujejo, tudi meditacija potem, seveda tukaj še dodatno doprinese, pripomore, da človek res gre v stik s sabo, in če to redno delamo, ne vemo, vsaka stvar, ki delamo redno, ima potem rezultat, zato res polagam na srce, vzamite si teh 20 minut dvakrat na dan, da naredite vsaj to prakso redno, dihalne vaje, meditacijo, že če boste to delali, boste veliko lažje šli čez vsakodnevne zadeve, veliko manj stresa, veliko iz sebe boste bolj mirno reagirali, ne bo več hitrih odzivov iz mentala, iz nekih vzorcev, ampak boste prej začutili, ne rabimo vedno na prvo reagirati, umirimo se, zadihemo, že, ne vem, parkrat globoko vdihnemo, že to pomaga, Že to. Da ne reagiraš na prvo, ampak jaz rečem, že doskrat, 3krat včasih že dosti, pa se sam iz uma grem v srce, se pokonektam s sabo, pa začutam, kaj zdaj živo v meni, kaj zdaj čutam in potem še kaj povem, To je tista, tako, na tak način. Da reagiramo iz naše duše in iz srca, ne iz našega mentala. Ker tam so sami vzorci in tam ni nič pametnega. Tam ni nič pametnega, nas samo ovira ponavadi. Tako da, še enkrat hvala, Dejan. Hvala za ves tvoj pogum, bom rekla, da si šel po svoji poti, da delaš, kaj delaš, ker zato je treba pogum. Tudi vas povabima. Dejte ta pogum, zberite ga, pogum nima srečo, menda. Srečite se svojo, tudi temno stranjo in se zahvalite za vse izkušnje v življenju. Tako da, hvala, ker si, hvala, ker si z nami, ker si bil danes z nami, Tako da midva bova še tako pogledala, če bo še kakršnakoli. Tule eno vprašanje, mogoče prvi v življenju sem v delu z notranjim otrokom videla kar 2 moja notranja otroka. Enega od 5, ko sem se začela zavedati svojih darov in drugačnosti, in 13-letno deklico, ki mi je pokazala z roko na 5-letno deklico. Pogovor med nami in objem vsem 3. Potem pa sem videla od fetusa, deklice, odrasle ženske in stare babice. To pa bo ful dober. Lepo, moj poklon, res, super. Zelo dobro. V taki kratki meditaciji je bilo pa res izjemno. Vidim vas vse, hvala. Veliko ljudi je začelo transformacijo pri tebi. Hvala ti. Hvaležni za vse. Super. Tako da še enkrat hvala. Mi vas pa lepo pozdravljamo. Imejte lepe, naredite si, jaz si vedno rečem, naredite si čudovite dneve. Tako, ker moč je v mi sokreiramo, Mi sokreiramo. Tako da tudi današnji dan in dnevi, ki sledijo, mi se pa vidimo, če ne prej, proti koncu septembra. Tako da vam mahamo. Uživajte. Uživajte, objem.